Prav lep pozdrav, tudi v mojem imenu. Moja tema nadaljuje temo majorja Markoviča, ki je predstavil izobraževanje in usposabljanje v pred letom 1991, se pravi v času Jugoslavije. Moja tema pa je izobraževanje častnikov v samostojni Republiki Sloveniji. Predvsem se bom omejil na dve šoli, to je šola za častnike in poveljniško-štabna šola. Leto 1991 je pomenilo z vidika izobraževanja in usposabljanja eno veliko prelomnico za slovensko vojaško izobraževanje. Do takrat si lahko do častniškega čina prišel na tri načine. En je bil vojaška akademija različnih zvrsti oziroma rodov. Drug sistem so bile šole za rezervne oficirje. Preko teh šol je tudi največ kadra potem. En način je bil v 80-ih letih uveden, to je bil pa preko Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo, se pravi študij obramboslovja, ki se je potem nadaljeval kot neko stažiranje v vojaških enotah in na ta način si lahko potem dobil tudi vojaški čin. Leta 1991 se vse naenkrat spremeni. Takrat oblast tuhta, katero verzijo od tle, ki jih imate naštetih, izbrati. Ena možnost je bila uvesti vojaške obrambne akademije. Problem teh je bil, da niso imeli neke tradicije na slovenskem prostoru, tudi nismo imeli kvalitetnega izobraženega kadra, ki bi lahko poučeval na vojaških akademijah. Pa še majhna država smo bili in niso videli potrebe potem, da se uvede vojaška akademija. Drug način, druga verzija je bila vključevanje vojaškega modula v študij obramboslovja oziroma tudi v druge študije, ki so potrebovali neke določene izobrazbene profile znotraj vojske. Problem tega je bil v začetku 90-ih predvsem v strahu pred militarizacijo fakultet, tako da tega potem niso uvedli. Mi imamo potem poskuse tudi kasneje v naši zgodovini, po letu 1991, ko je prišlo do kratkega obdobja tudi do uvedbe vojaškega modula. Zdaj bomo šlo na četrto, šolanje v tujini ni prišlo upoštev, ker je bilo predrago, zato se je uvedlo interno šolanje znotraj slovenske vojske. In to, kar smo imeli takrat leta 1991, imamo dejansko še danes. Imamo interno vojaško šolstvo, ki ni del javnega izobraževalnega sistema. Prva vojaška šola, ki nastane po letu 1991, je bila šola za podčastnike. Prva ustanova je bil izobraževalni center Ministrstva za obrambo, nastal je leta 1992 in noter vidite, katere šole so bile vključene. Ta struktura se potem skozi leta tudi spreminja. Zdaj predstavljam stanje iz leta 1992, se pravi, šola za podčastnike, to vam je znano, tu gre za izobraževanje podčastniškega kadra. Šola za častnike za častniški kader, poveljniško-štabna šola, šola že izoblikovanja oficirje za neke, bomo rekli, pridobitev višjih činov in tudi višjih nekih poveljniških in štabnih dolžnosti, ki jih zahteva. Potem šola za častnike vojnih enot, to je bilo, o tem bom kasneje povedal malo več. V ta izobraževalni sistem je bila vključena še knjižnica in katedra za vojaško strokovno izobraževanje, tu so bili pa vključeni vsi učitelji, ki so učili na vojaških šolah. 95. leta, vidite, ne bom ponavljal, vse sestava poveča, se pravi, ta, bomo rekli, sklop vojaških šol se širi, tudi nove inštitucije so vključene znotraj centra vojaških šol. Leta 2004, potem, ko vstopimo v NATO in ko ukinemo naborniško vojsko in uvedemo profesionalno vojsko, se center vojaških šol preoblikuje v poveljstvo za doktrino in razvoj, s tem, ko se združi s centrom za doktrino. Noter vidite, imamo nove šole, ki so uvedene, od letalskih šol, šole za tuje jezike, oddelek za raziskave in simulacije, imamo vojaški muzej, športno enoto. Tako da zadnja sprememba se je zgodila leta 2014, ko se
Pederinu ponovno preimenuje v Center vojaških šol in danes je sestava Centra vojaških šol sledeča, kot jo vidite na slajdih: šola za častnike, šola za podčastnike, poveljniško-štabna šola, šola za tuje jezike, knjižnično-informacijski center, veščinski center, oddelek za e-izobraževanje, vojaški muzej in katedra vojaških ved. Bolj se bom osredotočil na šolo za častnike. Ta je bila ustanovljena leta 1993. V njo so vstopali kandidati z odsluženim vojaškim rokom in morali so biti zaposleni v vojski. Usposabljala je kandidate stalne sestave in vojnih enot, se pravi rezerviste. Program je bil sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, to je vsako vojaško šolanje načeloma sestavljeno iz takega sistema. Leta 1997 je bila večja sprememba in bilo jih je še več, ko uvedejo prenovljen program iz 3 faz. Prve 3 faze 7 mesecev trajajo, druge 2, potem 5 mesecev, na koncu je še specializacija. Leta 2004 nova sprememba, kjer se razdeli vojaško šolstvo na 3 dele, na temeljno vojaško šolstvo in potem 3. del stažiranja v enotah. Poleg šole za častnike leta 1993 je nastala tudi šola za častnike vojnih enot. Sprav, tu not so pa bili sprejeti kandidati na služenje vojaškega roka. Ta šola je bila v enem delu, v prve 3 faze, popolnoma identična šoli za častnike, s tem, da tu not, kot sem rekel, so šli fantje odslužiti vojaški rok, trajali 7 mesecev in ko so končali, so stažirali in dobili čin vodnika. Če je hotel potem postati res pravi častnik, je moral še nadaljevati izobraževanje in dokončati še 2 fazi, da je lahko dobil častniški čin in da je potem morebitno se lahko tudi zaposlil v Slovenski vojski. To šolo potem leta 1999 tudi potem opustijo. Danes je šola za častnike, sem predvsem skopiral te glavne značilnosti, poslanstvo in vizijo, ki vam jo tu prikazujem. Pomembno je šola predvsem z tega vidika, da izobražuje in usposablja vojaške profesionalce z visokimi etičnimi merili. Izobraževanje temelji seveda na krepitvi vojaških vrednot, to je pomembno za vsako vojsko, se pravi čast, pogum, lojalnost, tovarištvo in predanost temeljni skupni vrednoti domoljubju. Vizija šole za častnike je, da častnike opremi z nekimi profesionalnimi veščinami, kompetencami, da bodo lahko delovali v domačem in tujem okolju. Pomembno je, da se izobražuje, da se doseže cepi kandidatov disciplino, kolektivni duh, veščine voditeljstva in kar je pomembno za kasnejšo častnikovo profesionalno kariero. Častnik seveda je tudi pomemben zaradi promocije Slovenske vojske, zaradi ugleda v družbi in pomembno je seveda tudi krepitev častniškega etosa. Izobraževanje danes poteka na 3 načine, oziroma izobraževanje častnikov je sestavljeno iz 3 programov. Začne se s temeljnim vojaškim usposabljanjem, sledi program splošnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja in 3. del je specialistično rodovsko izobraževanje in usposabljanje, ko se že častnik usmeri v pehoto, v zveze, v artilerijo in podobne rodovske veščine. Predmetnik na splošnem vojaškem izobraževanju in usposabljanju izgleda danes tako, sestavljen je iz 5 modulov: vojaški poklic, vojaška delovanja, poveljevanje, voditeljstvo, etika, obrambni varnostni sistem in druge aktivnosti. Zdaj vidite, katere predmete častnik posluša na častniški šoli, ki traja 1 leto. Poleg častniškega šole za častnike, pa potem kasneje častnik, zato da lahko napreduje v hierarhiji, v bistvu doseganja višjih činov, mora tudi doseči nekaj izobraževanja. Del teh izobraževanj poteka v tujini, preko različnih šol, ki so v okviru NATO, ali pa tudi na slovenski šoli, to je poveljniško-štabna šola, ki je nosilec tega nadaljnjega izobraževanja slovenskih častnikov. Vidite, kako je sestavljena iz stalne sestave slušateljev in izobraževanju na sami šoli, izven Ministrstva za obrambo in
sestavljena iz slušateljev, ki se izobražujejo v tujini. 3 temeljna šolanja so štabno šolanje za nadporočnike, ki želijo postati stotniki in ki potrebujejo znanja za poveljevanje četam in drugim zahtevnostim, ki jih potrebuje stotnik. Potem višje štabno šolanje je namenjeno častnikom na vojaških dolžnostih s činom stotnika in generalštabno šolanje, ki je namenjeno častnikom z najvišjimi častniškimi čini. So še druge oblike izobraževanja, ki jih zdaj ne bom omenjal, ki so tukaj napisani. Zaključimo pa s tem. Še vedno obstaja problematika šolanja častniškega kadra v tem smislu, da imajo vse evropske države vojaško šolstvo v javnem izobraževalnem sistemu, v Sloveniji tega ni. Prav, papir, ki ga dobiš, da si končal šolo za častnike, recimo neko izobraževanje na poveljniško-štabni šoli, ne velja nič v civilni sferi. To so stvari, ki v preteklosti, ko je recimo bil višji štabni tečaj na poveljniško-štabni šoli, priznan kot druga stopnja Bolonje, ampak potem se je tudi to šolanje opustilo, predvsem je glavni razlog so finančna sredstva. Problem vojaškega šolstva ni samo v tem, torej, da ni nekega interesa strani politike in so tudi nasprotovanja drugih fakultet, potem, da se uvede javno vojaško šolstvo, problem so tudi sami predavatelji znotraj vojske. Manjka ustreznega izobraženega in habilitiranega kadra, ki bi lahko poučeval na teh šolah. Tako da, že nekaj let je dilema, oziroma se rešuje problem vojaške fakultete, vojaškega inštituta oziroma nekega zavoda javno priznanega, ki bi deloval tudi znotraj slovenskega vojaškega izobraževalnega sistema. To je vse iz moje strani. Hvala vam za pozornost.